Jaz bom zelo kratka, med nami pozdravljam tudi strokovnjake, ki bodo podali svoje mnenje, iz katerih bo razvidno, da to ni lokalna folklora. Ne nazadnje imamo tudi v sami resoluciji poglavje, ki pravi, da je potrebno pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom poskrbeti za preglednost z učinkovitim obveščanjem javnosti, vključno z lokalnimi organi, država pa mora zagotoviti, da so potrebne informacije dostopne delavcem in prebivalstvu. To je prostor, v katerem živimo in je naša pravica, da o tem soodločamo, ker bodo te odločitve imele dolgoročne posledice. Prebivalci imamo pravico vedeti, kaj se dogaja v našem življenjskem okolju in kakšne bodo posledice teh odločitev. Ne nazadnje gre za javni projekt v naše okolje in tukaj se pristojnosti končajo. Naša skrb je, da so NEK in ostali jedrski objekti stabilni in varni, ker mi živimo s tem objektom, je pa dejstvo, da nekdo iz Ljubljane to težko razume. Zato bomo in imamo pravico govoriti o tem na občinskem svetu. Tako da jaz bi se v prvem delu osredotočila na izgradnjo odlagališča, v drugem delu pa bi prosila gospoda Košoroka, novega generalnega direktorja GEN energije, da se nam predstavi in kasneje pojasni aktivnosti v zvezi z delovanjem nuklearne elektrarne Krško po letu 2023. Samo na hitro bi rada poudarila, kako je vse skupaj močno povezano in govoriti, da ena stran ne ve, kaj počne druga, da je ne zanima, kaj počne druga, je v tem trenutku smešno in močno ponižujoče do lokalne skupnosti. Tako imamo agencijo RAO, Agencijo za radioaktivne odpadke, ki je pristojna za izgradnjo odlagališča. Odlagališče se bo financiralo iz sklada za financiranje in razgradnjo nuklearne elektrarne. V ta sklad vplačuje GEN energija pa je 50% lastnik nuklearne. Ta izgradnja je zelo pomembna tudi za jedrsko elektrarno, za podaljšanje njenega obratovanja in za izgradnjo drugega bloka. Absolutno se strinjamo, da je potrebno s tem odlagališčem, z izgradnjo tega odlagališča pohiteti, da postopki za izgradnjo odlagališča potekajo počasi, vsekakor pa ne sme biti to izgovor za nedopustno višanje cen same izgradnje. Iz medijev smo zasledili ogromno skrb vzbujajočih informacij in izjav vodilnih in je prav, da na tem mestu zahtevamo dodatna pojasnila. Med dokumenti imate tudi celoten investicijski in obratovalni strošek, ki vključuje tudi dolgoročen nadzor in vzdrževanje odlagališča in je bil 2.8.2021 noveliran in potrjen s strani Ministrstva za infrastrukturo kot odgovorne osebe v imenu investitorja. Najbolj bode v oči sporna pogodba, ki jo je preko javnega razpisa kot edino sposobno prejel RAO. Gradbena dela, ki so v investicijskem planu ocenjena na dobrih 43 milijonov brez DDV, so bila v tej pogodbi ocenjena na dobrih 148 milijonov brez DDV-ja. Pogodba je bila kot nedopustna pod prejšnjim vodstvom zavrnjena in javno naročilo se ni oddalo. Nova VD direktorica, gospa Grajželj, se ni obotavljala, omenjeno odločitev je razveljavila in vrnila postopek v fazo preveritve ponudbe. Skrajno nenavaden manever in kasneje boste imela gospa tudi možnost, da ga natančno obrazložite. Po vaših besedah, gospod minister, je ta investicijski plan strokovno pomanjkljivo pripravljen, ker je po vašem mnenju naravnost neverjetno, da bi bila lahko ponudba glede na ocenjeno vrednost v investicijskem programu toliko višja. Med drugim navajate, da ste zelo razočarani nad sedanjim delom resornega ministrstva, Ministrstva za infrastrukturo, ker je bil do še pred nekaj dnevi gospod Košorok državni sekretar, tako da dejansko se lahko kar med sabo pomenta, kdo je kaj dober naredil, pa kdo ne. Jaz pa resnično upam, da bo gospod Košorok veliko bolje opravil svoje delo na mestu generalnega direktorja GEN energije. Medtem se pristojni tudi sklicujete na epidemijo in vojno v Ukrajini, ne pozabimo pa, da je bil rok za oddajo ponudb 21.1.2021, več kot leto pred pričetkom vojne.
Medtem tudi poudarjate, da mora stroka oceniti, ali je ta ponudba dopustna glede na te okoliščine, ki so se zgodile. Vojno. Seveda leto dni kasneje, ko je bila že na mizi sporna pogodba s tistim zneskom. Po vašem mnenju, gospod minister, je projekt ključen za varnost obratovanja sedanjega jedrskega objekta. Tako, minister, dajete poudarek na stroki in na varnosti. Pa samo še na hitro zaključim, pa potem predajam besedo strokovnjakom. Kar se stroke tiče, je kot član upravnega odbora ARAOTA odstopil predstavnik nuklearne, gospod Božidar Krajnc, ki je v odstopni izjavi zapisal, da se agencija namesto z nujno izgradnjo odlagališča ukvarja sama s seboj. Skrb glede tega odstopa je izrazila tudi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, saj je po njihovem mnenju gospod Krajnc s svojim delom nedvomno izpričeval visoko strokovnost in kompetentnost z tega področja in pričakujejo, da bo nadomestni član izpolnjeval podobno visoke standarde strokovnosti. In kaj ste naredili vi, gospod minister, in vaša vlada? Po novi uredbi, ki je stopila v veljavo s 1.2.2022 in jo imate tudi med gradivom te seje, je vlada v tem upravnem odboru črtala predstavnika nuklearke in ga po njihovem mnenju sploh več ne potrebuje. Toliko o strokovnosti. Kar se pa varnosti tiče, se pa na tem mestu seveda ne bom posluževala nekih populističnih izjav. Naša nuklearka je varna, spada med eno najvarnejših nuklearn na svetu in na to smo občani zelo ponosni. Je pa dejstvo, da če človek na tako pomembnem mestu oziroma tako pomembnih funkcijah družb, ki imajo vlasti nuklearno ali pa so z njenim delovanjem povezani, ne gre čez usposabljanje oziroma ne pozna varnostne kulture jedrske tehnologije, če mu ni privzgojena, potem težko razume njene tehnične potrebe. Če imaš to znanje, imaš zavedanje glede nevarnosti, da lahko upravljaš z varnostjo. Če pa tega znanja nimaš, pa lahko to vodi tudi v podcenjevanje tveganj in posledično v degradacijo jedrske varnosti. S takšnimi imenovanji na tako pomembna mesta pa močno znižujemo stopnjo jedrske varnosti, ki je najvišji nivo varnosti v državi. Tako da je po vsem tem kadrovskem cunamiju nekompetentnih ljudi na vodstvene položaje v jedrski energiji vprašanje varnosti na mestu. Počasi predajam besedo, se pa nadejam konstruktivne debate, podkrepljene z dejstvi in upam, da bomo z današnjo sejo naredili prvi korak k uspešnemu sodelovanju v prihodnje, saj nam mora biti vsem skupen cilj in sicer finančno učinkovit, transparenten in s tem uspešen razvoj jedrske energije, ki je velik del posavske energetike. Hvala.